Koliko medalj misliš, da bo Slovenija osvojila na letošnjih olimpijskih igrah? Tak 6 do 7. Minimalno 15. Jaz mislim, da vsaj 6. Če gledamo malo optimistično, računamo pri ženskih smukih, računamo mogoče tudi pri moškem smuku, seveda pa največ računamo na smučarskih skokih, tako pri ženskah kot po moških, pa tudi ekipno. Mogoče 2, 4. Kakšna se vam zdi slovenska oprava? Zanimivo. Z ozirom na to, da je so zelene barve, ne? Mi smo sicer Mariborčani, smo bolj vijoličasti, zelena nas spominja bolj na Olimpijo. Mislim, da je ful lepa, za lepe barve. Všeč mi je ta zelena, ker predstavlja naše Pohorje. Zelena Slovenija, to je to. Oprema, tako da letošnja, tudi vsa leta nazaj, ki smo bili na olimpijskih igrah, je bila verjetno vedno tako elegantna, lepa, istopajoča, pa primerna za Slovenijo in za slovenske športnike, olimpijce seveda. Naše barve, ne? Reda. Ja, kul, fajn zgleda. Rede, elegantno, mislim, se nikaj dosti drugačno kot prejšnjo leto, se mi zdi. Katera je zadnja Mariborčanka, ki je osvojila olimpijsko kolajno? Zadnja Mariborčanka, mislim, da je Katja Koren, če se ne motim. Ilka Štuhec pa nažalost še olimpijske kolajne nima, upam, da bo letos dobila. Ja, mislim, da je to bila Ilka Štuhec. Katja Koren? Ne. Ilka Štuhec. Ilka Štuhec? Korenova. Kaj pa so vaši najlepši spomini na olimpijske igre? Olimpijske igre pravzaprav spremljam to, kar se dogaja v Evropi, se pravi Sestriere, zdaj St. Moritz, Milano. Teda samo vzdušje, olimpijsko vzdušje, navijanje in pa seveda predvsem vzdušje gledalcev. Moj najlepši spomin zagotovo še na tiste prve iz časa Jugoslavije, Jureta Franka v Sarajevu, kjer so imeli raje Jureka kot Bureka. Nisem gledal preveč do prejšnjih let, ampak to letos pa začnemo. Zdaj na zadnje imam v glavi Pariz. Scena mi je bila zanimiva, otvoritev. Tina Maze.